Poglejte, to, o čemer imam danes priliko govoriti, je bilo zaupno. In zato lahko govorim o tem dokumentu, ker ne nosi več oznake zaupno. Pa naj mi bo dovoljeno, da preberem. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se za namenom zagotavljanja sredstev odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja beri domobrancem neodplačno prenese naslednjo finančno premoženje države. Poslovni del splošne plobe je v višini 43,20%. Sramotno, gospe in gospodje. In v opombo so napisali, da je pač oznaka na tem dokumentu zaupno zaradi tega, ker je ocena možnih škodljivih posledic za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi tako velika, da morajo v bistvu to na ta dopis dati oznako zaupno. In tale hudodelska družba, ki govori o tem, kako je sodstvo pleteno v prodajo splošne plobe, ki je bila podeljena tujcu, ki je po naših trdnem prepričanju, domnevah, tudi ponarejal poslovne listine, prišel v to podjetje kot lastnik družbe pooblaščenke, ki je bila s to državno direktivo oziroma prejšnjo vlado ustanovljena za namenom zaščite interesa delavcev, ker niso dobili izplačenih plač. Država pa je dala še 75 milijonov dolarjev za sanacijo starih dolgov in izdala tudi določena poroštva za neizplačene kredite. To podjetje smo danes položili v roke tujcev. Govorite o veliki dodani vrednosti, ki je bila iztržena na dražbi. To preprosto ni res, ker če bi bila realna ocena narejena, kot bi morala biti skladno z zakonom o javnih financah, ki govori v bistvu v 80. členu, da se predprodaja posamezne kapitalske naložbe, mora narediti ocena vrednosti kapitalske naložbe in da se opravi skrbni finančni pregled, seveda tega sod nikar nista opravila in že s tem kršila določbe tega zakona, potem bi lahko govorili o realnem iztržku. Zanimivo je tudi to, kako se je na splošni plobi, veste, splošna ploba velja za največje oškodovanje državnega premoženja na Primorskem. Kako so poslovne listine izkazovali nenormalni prihodek takoj po prodaji gospodu Beleju, ki je zgolj po našem mnenju posodil denar za 2 tedna. Kasneje ga je pa dvignil. Tudi za prodajo 2 starih ladij, ki so bile za čudo Božje veliko dražje kot 2 nove, ki jih tudi splošna ploba sedaj kupuje. Če bi bili narejeni skrbni pregledi, za katere so celo lastniki pomorske družbe zaprošali, bi verjetno dobili tudi kakšnega tujega partnerja. Kajti vemo, da obstajajo še pač države, ki imajo ladjarstvo kot tradicijo. Ampak razpis smo dali samo v slovenščini. Minister za finance v državnem zboru na moje vprašanje odgovarjal, da bo najboljši ponudnik imel možnost kupiti splošno plobo. Najboljši ponudnik je bil 2-krat domači ponudnik. In kljub temu je gospod minister mirno pojedel besedo in je rekel, zdaj pa to ne velja, kljub temu, da smo vas pozvali k dopolnitvi ponudb, gremo na dražbo. Veste, temu se preprosto reče svinjarija. In jaz sam sem moral vložiti kazensko ovadbo zoper predsednika soda, ker organi javnega pregona niso reagirali. Računsko sodišče še do danes ni naredilo v bistvu revizije poslovanja za obdobje pred prodajo do prodaje. Ni, ne vem, kdaj bo. Boj, da se bodo zdaj lotili tega dela. Ampak jaz vas vprašam, če je kdo kupil, kako bomo to odvzeli. In vendar je ta gospod Belek bil poznan in je poznan kot gospodarski hudodelec, nezmožnež in seveda prevarant tudi drugim državam. Poglejte si primer Jadrokova na Hrvaškem. Identika, copy-paste. Naši mornari so danes na cesti, imamo številne tožbe in seveda gospod drži te ladje že več kot desetletje na svojih, kot ekskluzivni broker, na svojih straneh, čeprav to podjetje do včeraj še ni bilo njegovo. Žal je tudi to res, da tistih mornarjev, tistih pomorščakov, ki so se oglašali in so danes na cesti, ne sliši nobeden. In žal je tudi to res, da na naših ladjah
zdaj delajo Kitajci, Iranci, Filipinci in tako naprej. Ampak dobro, to te vlade ne zanima, pa tudi prejšnje ni zanimalo in verjamem, da tudi bodoče vlade ne bo zanimalo. Bo pa zanimalo kakšno od sodišč, na kateri bomo pravili to mazano perilo. Splošna plovba je bila prodana in pogodbe še danes niso dostopne. Čeprav gre za prodajo državnega deleža. Kljub temu, da je pooblaščenka za dostop javnih informacij izrecno naložila in sodu in kadru, da pogodbe morajo dati v pogled, se pravi, tako poslancu, kako tudi lastnikom podjetja in tistim, ki jih želijo videti. Konec koncev so bili je bila ta pogodba sestavna listina v postopku odprtih ponudb. Jaz se bojim, da tista pogodba ni enaka tej, ki je podpisana in da ima kako put opcijo. Zato je tudi seveda poslovna skrivnost. In še enkrat, to se vprašam, zakaj pa bi bila poslovna skrivnost, če smo prodali državno premoženje na transparentni in zakonit način. Hvala lepa. Hvala.